Mogoče so rabiš, da ti neki rata ali pa da neki seš, da vidiš, da to ni to. Jan Forsthuber, kaj bi rekel, da je bil turning point, da si redefiniral, kaj pomeni uspeh? Nedolgo nazaj sem imel trenutek, ko sem se počutil, da bi lahko umrl. Wow. Jaz tle se razdajam, jaz tle nekaj gradim, se trudim, ful več, kot vsi ostali in ti meni pol to vrneš. Če bi jutri umrl, kva bi danes sporočil svetu? Vsaka čast, stari. Hvala ti. Za frizuro pa ja, no. A veš, jaz sem bil isto tako stari, zdaj imam podcast in tle je že 1 mesec stara frizura in sem se mogel potolažiti Shit, stari. ta malega Jana, da je tudi tako dosta v redu. Da je v redu, ne rabi skozi najlepši. Ker tako, ne vem, če si kdaj pogruntal, ampak tako 3/4 folka sploh ne opaz. Itak da ne. Itak da ne. Razen če je že tako grozen. Sem dobro, ti si imel zdaj kapico gor skozi nazaj, pa imaš za to pač zdaj tako, ampak tako, a veš, neki si ti štimaš tam milimetrček gor, dol, tret. Sam to je bilo stari, srednja šola, pa ne vem, a so zdaj še kar taki, so, a ne? Se zdaj imaš pa te TikTok frizure. A ja. Veš, te, ki imajo zdaj, pač, ne vem, jaz sem bil zdaj na morju in... Zdaj je že ta malet, to si videl. Pismo, zadnji. maleta nisem videl, ampak to tudi prihaja tega zdaj. ful. Wow. Bundesliga. Ne, jaz sem zdaj videl te TikTok frizure, a veš, ki so kle zabriti, pa imajo pa une kodrčke tako naprej. A ja, dobro, se to je že nekaj časa. Ta Gen Z avatar. To je zdaj že malo out. Aha, ok. Kako seš ti strigal? Mislim, jaz se skozi tako pač, da si tako podoben temu, no. Ja, ja. Neki tazi. Pol kratko, malo fejda. Ja, sem tako nekako se že cel life. Ja, se to, ja. Se to. Veš, da jaz se nisem hotel nikoli zabriti okoli ušes. Zakaj ne? Ker sem- Se bojiš, da... Ne, malo sem bil klempal, bolj, ker sem zdaj, a ne? Bolj, Ja, bolj, ja. Ne vem, ali pa sem sam mislil, da sem bolj. mogoče. In se nisem nikoli, frizerka me nikoli ni smela z mašinco okoli kle. Vedno škarje. To, da mi je malo stal. Štekam. Zato, da ne bi bil klempal. Nerealno star. Aj, veš. Kjer trpljenje. Težko. Kva si delamo? To smo že začeli, ne? Se snema. Veš, ta prav intro je tak intro, ki ne veš, da je intro. Ampak Jan Forsthuber, kle sem že napisanih par labelov, kako te bom predstavil. Pa sem rekel, da te ne bom, da ti ne bi rad dajo labelov, pa ti pusti, da ti poveš, kako bi rad. A to iz kakšne svoje izkušnje, tako si rekel, da... Ja, ker sem se tako vprašal, stari, več volka mi je rekel, da jim je všeč to, da na podcastu se ne pogovarjamo veliko o tem, kaj ljudje delajo na drugi strani, ampak zelo samo o tem, kaj so, kako razmišljajo. Tako da mi je to bilo ful všeč, in sem rekel, zakaj bi pol jaz neke labele na začetku že dajo, ne si jih dajo sami, a ne. Kako bi se predstavil? Mislim, to predstavljanje je zanimivo, drugač. Letos sem bil, lani sem bil, kje že? Kdaj lani? Lani, ja, sem bil v MČM, to je neko združenje. In smo se mogli tako predstaviti, da nismo na začetku povedali svojega imena pa priimka. In tako folk je imel ful težave s tem, da ni pa kaj delajo. No to, ime priimk pa kaj delaš. Tega nisi smel iz prve povedati. Si lahko kadarkoli vmes ali pa na koncu. A ne? Ker to. In kljub tem navodilom, ki so jih direktno dobili, ki smo jih dobili, nas je imeli velike težave s tem, da tega ne vključimo, da ne naredimo tistega klasičnega monotonga piča, ala jaz sem ta pa ta in delam to in to. Ja. Ampak pač kaj, kdo ti si, pač kaj ti počneš v lifeu, In čem kako- stojiš. Kako je izgledal? Kaj Kaj si zase rekel? sem jaz zase rekel? Ja. Jaz sem rekel, da si želim postati tako, da si želim postati tako, kot je bila moja babi. Ja, da si želim postati dober človek, to sem rekel. Kaj pa ti pomeni dober človek? Mislim, marsikaj, no, ampak predvsem fascinantno mi je bilo, in to sem tudi v tej kratki zgodbici, ne vem, neke pol minute cajta smo imeli, ne, sem povedal, da mi je bilo fascinantno, kako je moja babi še leta in leta, kaj leta, 10, 20, 30 let potem, ko je ona učila te učence, ona je sebi rekla tovarišica, ne, tršica, še iz unih časov. Učila je prvo triado, se pravi prvi, drugi, tretji razred, ne. Pač ne vem, se ti spomniš svoje učiteljice iz
Ja, se jo, stari. prvih 3 let. Spomnim se jo. Res se jo spomnim. Pol je nekaj delala prav, očitno. Spomnim se, da je bila neka kombinacija to, kar si imel v vrstvu, se pravi nekdo, ki te čuva, Okay. pa še zmeraj nekdo, ki te nekaj novega nauči. Ampak ne spomnim se jo pa zdaj tako, da bi rekel, wow, Ja. ta ženska je pa res izjemna. ali pa Ja. nekaj, ne. No, jaz se jih tako pač podoben spomnim, mogoče še malo manj kot ti. A ne. Za moje babi so jo pa pač na ulici, ko so se srečevali, tako vedno znova, še cel life se je zahvaljevali za to, kaj je ona njim dala, ne. Kako je bila poštena in pravična, ne glede na to, iz kje je kdo prihajal, koliko je bil inteligenten, sposoben. Zelo se je znala spustiti na njihov nivo, v smislu, ni pač imela kvalitete dobrega učitelja, ne, in ni se postavila v neko, ni imela te Avtoritete. Ja, mislim, je imela avtoriteto, ampak Ampak skozi ni spoštovanje, ne zaradi tega, da bi ona rekla, jaz sem tukaj učiteljica in vi boste delali tako, kot se jaz zmislim, ne? Ali pa tako, kot jaz rečem, ali pa je bila tako pač, ne, jaz ne vem, pridi sem, pa bo, lej, tukaj je pravopis, ne, pa bo skupaj pogledala, pač, pa boš pogledal, kako se to poišče, ne pa kaj je prav, ali pa kaj je narobe, ne. In pač to, v glavnem, toliko enih stvari, da je očitno delala prav, da so ji bili te ljudje hvaležni še do konca svojega, mislim, še vedno živijo, ampak še toliko let po temu, da se jim je sploh toliko očitno vtisnilo v spomin. In tako, ne vem, kdaj je bilo točno, ene par let, kakšne 5 let nazaj, nekaj tazga, so izrihtali, ne vem, se spomniš, da je Dan najlepših sanj, ki je Peter Poles vodil, ker tako še resničujejo neke želje. Se spomnim. V glavnem, ena zelo zagreta, ena taka nadpovprečno, recimo temu zagreta njena bivša učenka, je takrat po ne vem koliko letih pač spet stopila v stik z babi in je tako bolj aktivno pač hodila na obiske k njej in tako, ne. In je zorganizirala, da smo nekako babi spravili v to oddajo, ne. In a veš, tako nekako traja nekaj pol ure mogoče vse skupaj za eno osebo in ful je nekih debat in pol te slike in kako je on jo sprašal pač, a se ona spomni vseh njih, ker babi je pač znala odpreti na album in ja, ta je ta je ta dela to, ta dela tretja, ne. Ja. Pač tako, vseh se je tudi ona spomnila in tako vsakega posebej. No in to se ona pogovarjata, ampak grand finale bi pa čisto valjda na koncu dajo, vedno, kad ti uresničijo to željo, ne. In jo je pel v zadnji, pač v bistvu tako malo stran v studiu in je bila tako ena huge zavesa, in to zaveso odgrnejo in tam tako na tribuni pač ne vem 100, 200, nimam pojma koliko približno, ampak 100 plus sigurno teh njenih bivših učencev, ki so se nabrali, vsi so dejansko se pripeljali v Ljubljano, da so jo pač presenetili, ne. In valjda pač mi tako je rekel, da nam nikoli ne bo odpustila, kaj smo ji naredili, ker je skoraj šok, mislim, ker je skoraj herc infarkt, ne. Ampak je bil to sigurno en dnevov najlepših sanj, če tako pogledaš za njo. Koliko lepo je. In ja, da te ljudje pridejo, ne. To je po mojem največji odraz tega, kaj je ona za njih naredila, ne. Ja, pa kaj misliš, da je ena taka preprosta vloga, taka preprosta funkcija, ne pač učiteljca oziroma ne vem. Se mi zdi, da kad priješ iz srednje šole, pol faksuno, to sploh pozabiš čisto vse, stari. Ja, vse lih zato mogoče tudi še toliko bolj mi je bilo zanimivo, ker je svojih učitelj, mislim, vsaj v teh prvih letih mogoče šolanja nisem tako dojemal, no, da bi se mi toliko vtisnili v spomin. Tako da, mislim, obojestranski je bil ta intenziven odnos. Očitno to pač je prišlo iz tega, da je rada delala to, kar je delala. Pismo, ja. Ker drugač, mislim, ne vidim nekega drugega razloga. Ja, pa tudi tako, ko si prej na primeru, ko si prej rekel, se mi zdi, da je razumela, da je njena naloga kot učiteljica, da uči za življenje, ja, tako, ne za šolo. Ja, ker če tako pogledava, kdo zmaga, kdo je dober v igri življenja, je ki velikrat naredi napako, se nauči pa gre naprej, tudi podjetništvo se dotakne. Medtem, ko šola je pa dober ki ne naredi napake. Ja, točno. Ona je to razumela. Ja, točno to. In
tudi, ja, neke te preproste življenjske lekcije, nauki, pač tako. Ona je bila tako doskrat najprej tole, pa tole. Kako si ti to dojel? Ti si imel več interakcije z njo? Mislim, ona je definitivno zaslužna za to, kakšen sem jaz danes človek, a ne? Wow. Ker sem veliko po moje, veliko svoje mladosti preživel pri njej v Postojni, sploh v pač nekih prvih letih, in se mi zdi, da se me je znala in usmerjati v mojo radovednost, v stvari, ki so me zanimale, a ne. In tako, najbolj zanimivo je bilo to mogoče, da vedno, ko sem pač, ok, tle so starši vedno v neki nehvaležni vlogi, pač nikoli ne moreš biti glih kot otrok, vedno ful zadovoljen z njimi, ker ti morajo postavljati meje, ne. Ampak smešno je bilo to, da kadarkoli so mi šli moji starši na živce, ali pa ker so me neki prizadeli, ali pa ker sem se jokal, ali pa ker so naredili nekaj, kar meni ni bilo prav, a ne, sem šel njo klicati, takoj. Ker ona je bila pa moj zaveznik. Potuha. Ja, in pol sem jaz njo klical in sem mi razlagal, kakšna krivica se meni v svetu dogaja in koliko so moji starši grozni, ki mi to pa to ne pustijo, ali pa ne vem kaj, ne. In nekako je vedno najdla način, da mi pove, da pa zelo verjetno velikokrat tudi, da jaz nimam prav, ne? Ampak še vedno sem imel skozi feeling, da je na moji strani. Se pravi, ne vem kako, ampak najverjetneje skozi neko pač ljubezen, ne? Ker sem jo verjetno čutil, mislim, ker sem jo sigurno čutil, ne? Da sem vedel, da ona mene ne obtožuje, ampak tako vedno me je znala pripeljati do tega, ker sem sam i tako vedel, verjetno, da če kaj ni bilo prav. Pa kar, ko samo v enem momentu pač nisem bil pripravljen tega vijaš, ki sem bil starši na živce, bil sem jezen, bil sem žalosten, kakorkoli. Dala ti je varnost, pa ni te obsojala. Ne? Tako. Ti si imel tam prostor, da si dal ven, ona je bila tam zate. Tako. Ja. Vzela si je čas, slišala me in pol pa verjetno, ker sem povedal, kar sem hotel povedati, ali pa ker sem dal ven, je pa minila. Ne? Ona je vedela že v trenutku, ko si ti začel pritoževati, da pač mora to iti s tebe. Zelo verjetno. Ful over. Zanimiv. Jaz si tudi babice svoje. Eno imam še živo, ene ne več. Ampak pri meni je bila pa prababica taka, jo imam tako najbolj v spominu. Ja, pa v mamini strani, ona je mene čuvala, ker sem bil mehen, ona je imela pa mene tako, to je bilo pa. Jaz sem čutil, ker sem bil jaz tam že, to je ena izmed tako najbolj prvih pristnih oblik ljubezni, ki se jo spomnim, ker jaz sem imel takrat občutek, da sem edina stvar na svetu, ki je pomembna. In tako na način, kako je z mano delala, pa pol kasneje dinarčki, a ne, jaz sem od nje dobil, pač, jaz nisem rabo nad zaslužiti, meni je babi dala, ne, prababi, ne. Kar ni najbolj zdaj, ker nazaj gledam, ne, tist me je malo razvadal v tem smislu, da je treba delati za denar, ne. Pa dobro, vsi stari starši, lih to, ko sem prej rekel, starši ima malo tako to vlogo, pač, ne, ti morajo meje postavljati, se mi zdi, da stari starši te pa lahko malo razvajajo. Ja. Vsake toliko. Jaz sem svoja babi fucking fuzbal igral model, a dojemaš. Pač, kaj je mlajša? Mislim. Ona je bila 39-letnik, tako da umrla je pač zdaj mislim, par let nazaj. Tako da je bila stara nekaj čez 80. Ja, hodam. Ful lepo, da kako so do tega prišla? A kakšen človek hočem biti? Prišel je ven iz tebe, stari, da si se spomnil babi, da jo čestiš, tudi če je ni, da živi čez tebe. Ja. To je nekaj najlepšega za videti, ne vem, a ni to pač... Ja, no to je to, ki si me vprašal, ne? Kaj pomeni zate dober človek in kako sem se predstavil. Tako sem se predstavil, da mi grejo te labeli na živce. V bistvu tako. Fak, noro. Ja. Ker drugače, ja, pač valjda prva stvar, ki mi pade na pamet, kariera me precej, mislim, zavzema precejšen del mojega življenja. Ja. Sem se velik časa tudi znal mogoče izključno skozi to identificirati. In se probavam. Bravo. A bi rekel, da to si ful dobro načel? Da si se identificiral skozi svoje podjetje, ne? Delta Hub.
Ti si zanč meni zelo lepo rekel, da si opazil eno spremembo pri meni. In to sem tudi jaz pri tebi opazil v zadnjih, ne vem, 5 letih. Zanimivo je, kako se najne poti pač tako. Malo se srečava in pol neki drug bo lahko v tisti situaciji ponudba in pol spet čez let 2. Ampak se mi zdi tako, da si točno to identifikacijo s podjetjem kar spustil, da se zdaj malo bolj igraš. Mislim, getting there. Ja, kako bi ti opisal mogoče proces sebe, svojega razvoja od takrat, ko si štartil podjetje, pa recimo do zdaj, to je zdaj kaj, 5 let? Ja, zdaj bo 5 let, kmalu. No. Konc leta. Kako bi to pot malo opisal iz te malo bolj globoke variante? Ja, štekam, ja. Kdaj sem? Mislim, odvisen, kaj smatraš kot začetek moje podjetniške poti, ampak recimo, da... Rečva Delta Hub. Ok, Delta Hub, Ja. štekam. Rečva Delta Hub. Ker da lahko razumeva, to morava iti en korak nazaj. Okay. In sicer trenutek, ko sem se jaz odločil, da ne bom več nadaljeval študijem, Okay. ker je ta odločitev definitivno potegnila za sabo pač določene posledice, predvsem v smislu dokazovanja ljudem, da je bila to ta prava odločitev. a ne. Zaradi tega, ker že tako moj background je bil skozi neke kriterije pač družbe ali pa starša ali pa kakorkoli, sem bil jaz tako dost tak golden boy, priden po teh standardih, odličnjak, zlati maturant in tako dalje. a ne. In pol kar naenkrat, ker nisem hotel več študirati naprej, a ne, je bil to dost tako nek, kaj se pa zdaj z Janom dogaja. a ne. Pričakovanja so padle. Ja. In jaz sem verjel pač, da je ta odločitev prava. Mislim, jaz sem vedel, da je ta odločitev prava, ampak vseeno sem čutil potrebo potem, da še ljudem okoli sebe pokažem, da je ta odločitev prava. Trditev. Ja. Tako s tem se je v bistvu začel in sigurno je bilo podjetništvo en izmed načinov, kako sem želel. Pač. Itak sem imel namen, če ne bom šel na faks, zelo verjetno je to ena taka opcija. Tako da ja, pač s tem se je začel in takoj po temu prvi prikaz ali pa prvi tako, kako bi rekel, cry for help, ki prvi poziv na pomoč je bil moj gap year vlog, ki je bil namenjen temu, kao razbijanju tabujev o pauziranju in to je bilo v bistvu še preden sem se odločil, da prvo čisto zaključim kompletno s faksom. Jaz sem hotel pokazati, koliko lahko to izkoristiš, koliko je to pomembno za razvoj človeka, spoznavanje nekih interesov, spoznavanje ljudi, ker takrat sem jaz spoznal prvič v bistvu Amadeja pa Primoža, ki sta kasneje postala moja co-founderja, ker sem se udeležil raznih teh hackathonov in biznis startup tekmovanj in tako dalje. Ampak en velik del tega vloga ali pa teh mojih aktivnosti je bilo tudi to, a je še kdo zunaj, ki me razume, da jaz nisem tle nek propad, ampak pač v bistvu hočem nekaj koristnega zase narediti in a je kdo tam, ki me bo supportil. A si počutil kot črna ovca, tako mislim? Ja, malo, ja. Si čutil, da greš izven okvirjev? Sigurno, ja. Ampak tako, tudi sem v tem najdel neko identiteto, v smislu, jaz sem ta unconventional thinker in challengeram in full izzivam obstoječe principe in delam stvari drugače, sem unikaten. A si bil vedno tak? A se spomniš mogoče kot otrok? Mislim, bil sem definitivno sem se full hitro razvil. Ferbčen. Ja, zelo. Imel sem, hvala Bogu, okolje, ki mi je to lahko omogočalo, to, kar so se prej dotaknili, pač babi in starši in tako. Jaz se spomnim, mislim,
ne vem točno, pozabil sem te fakte okoli tega, kdaj sem začel brati in tako dalje, ampak vem, da so se te sosede od babi križale, ker sem jim prebral, kaj je na sporedu na televiziji zvečer, ker sem bil star, ne vem, 2,5, pač tako, mislim, ne vem, ne me držati za besedo za številke, ampak te stvari so me ful zanimale. Spomnim se, kako sem kot majhen zlagal, neke puzzle sem imel, kjer sem zlagal zastave z ustrezno pač državo sem jih mogel pomapirati, pa glavno mesto, pač geografija. Ta glavna mesta, to sem si ful zapomnil, številke sem si ful zapomnil. Tako da pol sem šel tudi zgodaj v šolo, pač še en let prej sem šel v šolo, zadnjič smo se neki doma pogovarjali, tudi tisto mi je bilo dosti boring, oziroma tako dolgočasno. Spomnim se, mislim, ne, tega se ne spomnim, to mi je mami zadnjič povedala, da sem se skozi hotel igrati s starejšimi, delati, kar so starejši počeli. Ampak, mislim, ja, tega se tudi spomnim, če tako pogledam, ker sem skozi life usilil ful naprej in ful prehiter. Mislim, prehiter. Relativno prehiter hotel določene stvari početi, dosežiti. Tako da, ja. Misliš, da je tudi to tisto, kar te je potegnilo stran od faksa? Da je bilo faks nekaj tazga, kar je bilo v bistvu prelahko in si se hotel iti igrati k big boyom? Ne, mislim, ne da je bilo prelahko sam, pa tudi zanimivo je bilo, ampak je bilo čisto neko drugo smer. Kaj si študiral? Finančno matematiko. Aha, ok. Ful je tako, veš, specifično bilo, temu bi sledila dost nekak, mislim, mene so ful bolj drival da mi tle sediva, pa brainstorma, pa fakle, koliko je to velik problem in koliko je to glupo, koliko slabo to oni zdaj delajo, ne, pač mi bi lahko to fiks ful boljša, ne. Tako, jaz sem tako ful zanimiv, ker sem bil majhen, ne vem, koliko sem bil star, ne spomnim se, sem pregledoval načrte v zemljevid Ljubljane in razmišljal, kako bi mogla biti zorganizirana pač boljš in kje bi mogla biti podzemna železnica. Wow. Zato, ker sem se jaz furil iz Viča v Zalog na treninge vsak dan, a ne na basket, in sem porabil tako uro pa pol. Ja. In sem bil tako, pač koliko je to glupo, da se moram jaz toliko furati, koliko se da to fiks boljš rešiti. Ali pa recimo, ful me je motil, moji starši so me ful redko vozili v McDonald's, ne. Aha. In torej bil meni McDonald's skoraj top shit, ne, da igram lahko. In ni mi bilo jasno, če imaš lahko dostavo pice, zakaj ne moraš imeti fucking dostave iz McDonald'sa model. In sem šel računati, koliko stane Benz in koliko stane en fucking Clio, da bi ga imel, pa takrat še nisem imel izpita, ne. Ampak da bi jaz providal servis dostave McDonald'sa, ne, ker to, veš, koliko folka hoče McDonald's. Ste vidiš Volt? My point exactly. 10 years later, ne. Tako, pač mene ful, jaz kadarkoli vidim nekaj, kar bi lahko bilo boljš, kar slabo funkcionira, kar je nekomu pain, jaz tako, pač zakaj to tako? Zato ne maram bank, zato ne maram pošt, vsaj teh starodobnih, mogoče te NIO finances, pa to je že malo boljše, ne? Ker lahko se, s fonom narediš fucking verifikacijo, v 15 minutah odpreš račun, ker smo šli mi za firmo odpirati pač stvari, jaz sem mislil, da sem jih posfukal. Ja, nerealno. Dobro, pač danes sem to sprejel, pa vzamem zakup, pa tako se ne več toliko obremenjujem s tem, ampak tako mene take stvari motijo. Jaz sem tako pač let's change that, ne? Sam kar naenkrat je preveč stvari, da bi jih lahko vse, ne? Ja, to pa definitivno. Kako pa si pol poskrbel za to, da se je fokus zožil? Ja, to je bil ful problem, ker me je ful stvari zanimal, Ja. In zaradi tega tudi nisem vedel, kaj s faksom. Šel sem na to finančno matematiko, ker se pač ful dobro sliši in je tako perspektivno, a ne. Ekonomija, to gre lahko vsi, to je pa matematika, je že malo bolj advanced, pa finance, a ne, hudo. Bom lahko pol nekaj analist ali pa tako nekaj tazga. Pač matematika mi je šla cool. Tako, pač sem rekel, let's try, ne. Kako sem fokus ohranil? Vsega nisem. Na pol leta sem menil jobe, ker sem bil iz vseh odpuščen. Wow. Ja. To nisem vedel. Ja. Kvaj, dej povej mi kakšno zgodbico, prosim. Ma sej bolj, je bil problem v financah, v tem, da sem bil zadnji, last in, first out, v tem, da sem bil ponavadi edini študent,
ker sem delal pač v nekih firmah, kjer sem bil daleč najmlajši in je bilo tako. So vse te firme bile na nekih razpotih, kar se tiče sploh, kako bojo še živeli. Vse so bili startupi. Ok. Tako da, ja, po temu, ko sem šel sem pa dost strateško, če tako pogledam skozi te jobe, v smislu skillsov, nekih veščin, ki sem jih skozi njih pridobil. Imel sem ful prednost, oziroma ful je bilo koristno, da sem delal v relativno majhnih ekipah, CEO-ji, founderji, pač tako res sem lahko iz prve roke videl, kako stvari funkcionirajo, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj bi lahko bilo boljše. Tako da začel sem, pa dobro, še pred temi startupi, čisto kot svojo kariero v social media managementu, promocije sem vodil za cirkus, to je bilo tako nek tak influencer, nano-influencer marketing skozi nek content, pol sem delal za ston nekaj časa, skoraj en let za Furlanteh, sem managiral social media kanale, sem tam dobil neke rezultate, da sem imel to za pokazati, ker sem prvi job pol na Economyju dobil. Tam je bilo že malo en step naprej, tam sem šel že tako researchati neke organske taktike, izven sociala tudi kako pridobivati traffic, ker smo imeli omejitve, nismo mogli nič advertisati, tako da je bilo tam bolj community management, SEO, pač tako take stvari. Ful sem imel prostih rok v bistvu, kaj lahko delam oziroma kaj lahko raziskujem. Pol iz Economyja sem šel na doktrino, sem delal bolj growth, tam sem se naučil advertisati, landing page postavljati, dizajnati, pač tako res tak full scope, in pol na zadnjem jobu je bilo pa kada ne sales/business development. Tako da sem šel tako iz nekih čist basic zadev, ki bi lahko rekel junior job ala social, v malo bolj je bil že advertising, oziroma malo širš, mogoče tudi kaj s produktom povezan pa tako, in pa na koncu business development. Tako nekako sem šel gora, ker sem vedno dojemal te skillse kot, mislim, ne vem, prvič, ko sem se spoznal z digital marketinga, sem bil tako, koliko so to hudi skilli, ti lahko dejansko nekoga potrekaš, ful bolj učinkovito prodajaš, vidiš, kam gre kaj, a se ti splača sploh, a se ti ne, in sem tako, če imel enkrat kaj svojega, pač to, da znam postaviti, Tako da sem dosti načrtno pridobival neke veščine, če tako pogledam, ki sem jih lahko pol na tej svoji poti izkoristil, da sem znal vsaj do nekega nivoja pač pripeljati, in se znam danes še vedno z tehničnimi ali pa specialisti ali pa eksperti na teh področjih pač pogovarjati, kar je ful lažje, ker ne vem, morajo že enega čez vodo peljati. Zelo na tak način si gledal na vsako službo, v bistvu kaj eno stopničko za naprej. Veš, tako, jaz spet kar mal odstopal od tega nekega splošnega prepričanja ljudi, ki pridejo nekam delati, in una stara šola je bila deli 30 let za isto podjetje, pa to je čistko kontra. Ja, dost. Sam so mi res še uslugo naredili s tem, ko sem me odpustil. Ja, ampak a si šel zavestno recimo v službo, kot jaz sem prišel kle sam po nek nov skill, pa grem? Ne, nismo se tako pogovarjali. Določeni so mi sicer rekli, da so to vedeli, ali pa da so to pri meni zaznali. Ampak tako, mislim, meni je bilo na vseh teh pozicijah še vedno dosti challenging pa zanimivo, tudi takrat, ko sem šel pol. Se pravi, ni bilo lih tako, da sem jaz bil po pol leta tako, pa zdaj sem se že dosti naučil, pa grem, Se mi zdi, da je bilo še dosti prostora. Mogoče tisti 80-20 approach, tako, mogoče sem res glavnino že vsaj približno razumel, mogoče je bilo to za dosti. Ne vem, mene je zanimalo, pač meni je bilo v teh firmah, da reč, ful zanimivo delati in izziv in challenging, in kljub temu, da ni bila moja firma, se jaz nisem počutil tam, da delam za nekoga drugega. Pač jaz sem to dojemal, jaz sem znal poistovetiti se, oziroma jaz sem videl, kako lahko sebe razvijam in kako bom jaz za neke pomembne stvari lahko zaslužen. Tako da neko to željo po uspehu ali pa po dokazovanju sem lahko dobival tudi znotraj drugega podjetja. A bi lahko še tako nasvet, zdaj, ko to pot nazaj malo opisuješ, kakšen nasvet za kogarkoli, ki mogoče ga je strah menjati službo, pa se počuti nekako jedga tam, kaj je zdaj? Zadnjič, da se s punco pogovarjala, ful je enostavno meni reči,
Ker sem jih to rekel, nekaj podobnega sem ji rekel. No. Vem, da je meni enostavno to reči, ker se mi je to že večkrat zgodilo, ne, in to, da sem menil job. Večkrat se mi je to že zgodilo in zaradi tega vidim, koliko je bilo to pomembno, oziroma kakšen plus mi je to dal. Če imaš ti izkušnje z nečem, pač ful lažje rečeš, sem že parkrat sprobal in vem, da je bilo dobro. Mislim, verjetno se zgodi tudi, da ni dobro, ampak to, kar sem prej rekel, vsakič, ko sem me odpustil, sem mi naredil uslugo. A si to že takrat takoj videl, ko so te odpustili? Ne takoj. Takrat si čutil... Ja. Ampak predvsem na prvem, ko sem iz prvega joba, takrat sem bil najbolj tako, kar res nisem pričakoval. Ker tudi v firmi noben ni pričakoval tega. Kva si čutil? Ja, bil sem tako, mislim... Zavrnitev? Ja, mal sem bil jezen zaradi tega, ker sem bil tako WTF, pač jaz se tle ful trudam in delam neke stvari, pač tako v svojem prostem času, in kar zdaj to. Tako, ni imel neke... Ker je bilo tako, veš, nisi kao ti nič kriv ali pa karkoli sam ni keša in zdaj sej lahko, da bo kdaj mogoče obratno, da boš ti nas zaposloval, tako so bili še, kar lol bi bilo možno, Ja, mislim, definitivno sem se takrat počutil tako, kot da sem do neke mere failal, Pol pri teh naslednjih jobih pa niti ne. Zanimiv. Tako da ja, vsaka vrata, ki jih zapreš, lahko odprejo tudi nova. Pri meni se je to definitivno izkazalo in je bilo the best. Vsaka naslednja služba je bila tako, nekaj novega, ker ne opaziš, da stagniraš, če ne razmišljaš ful aktivno o tem, po mojem, ne vem. Ja. Tako da pri meni je bilo v bistvu ful dobro, sem mi naredil ful veliko uslugo. A si čutil, da ta služba ni zate? Tako mislim, mogoče je prezgodaj, da bi bil toliko self-aware, ne? Ker zdaj mislim, da veliko bolj deluješ oziroma večji pomen daješ intuiciji. Ja, sigurno. Ker takrat je praktično ni, Sigurno. Mislim, jaz iz tega, da sem bil najbolj... Jaz sem zelo... Sem bil predvsem racionalen človek. Pri nas doma smo se vedno tako odločali, da imamo zdaj čustva na stran, kaj se je zgodil, kaj si ti zajebil, kaj bi ti lahko drugače naredil. In pač v srednji recimo šoli se spomnim, pač, če mi je kakšna bejba razlagala o kakšnih teh zadevah, sem bil tako pač, what the fuck je s tabo, Da mi ti formulo dokaž, piš mi tlele na papir, da bomo mi to zračunala, ne mi ti o neki energiji. Kakšna energija, stari. Ampak ni zanimivo, da vsak pa, ki prije v sobo, pa takoj ve, če sta se dva skregala, koliko je ura. Ja. Tako da ni, da ne čutimo tega. Ja. Sam pač enostavno ker ne znamo dokazati. Ja. Jaz mislim, da so pristopi v biznisu, ki so do zdaj delovali, bili večinoma na podlagi racionalnih odločitev. Medtem, ki zdaj v tem novejšem pristopu do biznisa, kjer je treba neko zgodbo bolj od spredje dati, pa kjer je biznisov več, ker praktično je mikrobiznis okoli osebe lahko, okoli personal branda zelo uspešen, lahko jih je takih. Jay Shetty, Simon Sinek, ne vem, Tony Robbins itd. Pa to so ogromne blagovne znamke. Yep. Jordan recimo, Jordan človek ali Jordan podjetje. Jordan človek je bolj prepoznavan. LeBron James itd. Pač, ja. Pa to so samo te največji. Ja. Obstaja še mnogo manjših. Ja, se to, ja. Kaj pa kakšen fail iz tega obdobja, ki si za druge delo, oziroma v tem časovnem, preden gremo na Delta Hub. Ja. Kakšen fail, ki si se iz njega res kvalitetno lekcijo naučil, pa ga je bilo malo težje si priznati, ali pa tako si ga takrat drugače dojemal. Ne to kot lekcijo, ampak bolj kot res fail. Se spomniš? Ne spomnim se nič specifičnega. Mislim, ena stvar mi je padla na pamet, pa ni bila fail sama po sebi mogoče. Ni bilo tako, da bi neki ful groznega zajebil ali pa karkoli tako. Če so bile, mislim,
se mi zdi, da delo sem dober, tako stvari, ki sem jih, folk ni pričakoval, da bom jaz take stvari deliveral, da bom s takimi predlogi prišel, da me bo to zanimalo. Tako da po moje sem, z tega vidika je bilo kul. Spomnil sem se na eno situacijo, ko sem dobil kritiko, imela sva one-on-one s svojim šefom, nadrejenim, in je rekel, da mogoče izpadem, kako je že rekel, malo aroganten ali pa kukar, da mi je že vse jasen. Ker sem enemu sodelavcu razlagal, kukar za ECE, da je neki full simple za postaviti, in da pol izpade, kukar da bomo mi to full na hiter, pač da je tako, da sem mogoče predstavil neki bolj enostavno, kukar dejansko je. Pa jaz nisem nameraval s tem dajati vtisa, da sem jaz tlele že ne vem kaj, ampak lahko, da je tako izpadlo. Pa čisto nek feedback je bil na opaženo. Jaz nisem niti tega mislil, niti tako, bolj je bil, čisto drugače sem jaz to dajal, kot recimo ona. To je bila edina stvar, tako se mi zdi, ki me je pokomentiral. Ampak spomnil sem se na to situacijo zaradi tega, ker v trenutku, ko je on meni to povedal, sem bil jaz tako, fuck, kritika, shit, srce. Ampak pa 2 milisekundi takoj po temu, pač odreži in zdaj povej, ja, ok, zakaj pa, zdaj moraš ti vprašati, zakaj, kako je on to mislil, to je priložnost za rast, da ga ti posluši, da boš boljši človek. Ampak to je bilo vse naučeno, Jaz se nisem zares tako počutil, da sem uspel to sprocesirati, da sem jaz sam v sebi rekel, Jan, chill, to je dejansko pač samo nek feedback, ki pač nima nujno veze z resnico, pač lahko da je, lahko da ni, to neč te ne ogroža, pač jaz sem se počutil ogrožen, ampak jaz sem znal to povozil takoj. In to me je sigurno daleč pripeljalo v life, Sploh, ker se ti večkrat zgodi. Ja, itak. Ne bi bil tukaj, kjer sem, če ne bi znal vedno iskati, kako bi lahko jaz kaj boljš naredil. Ali pa, kje sem jaz naredil napako. Mene so pač starši tako vzgojili, da sem sam počel zelo veliko stvari, zelo zgodaj in se nisem niti malo mešal v moje odločitve, pač karkoli, ker je vse štimalo, oni so pač meni dali pol, recimo temu proste roke. Moja mama je mogla zelo zgodaj odrastati in to je model, ki sem ga jaz dobil naprej. Pač kako bom jaz čim hitreje ready, da se bom lahko soočil z lifeom. Samostojen. Ja. In tako, kot sem rekel, to me je definitivno daleč pripeljalo. Ampak prej ali slej priješ do trenutka, ko ti mogoče neke stvari ne služijo več, ali pa ko ti začnejo tudi škoditi, oziroma imajo tudi, vedno sta 2 plati medalje. In definitivno je bilo pa v določenih primerih težko, zaradi tega, ker sem bil vedno tako, kaj pa jaz počnem, kaj bi lahko jaz boljše. Tako je tudi ful naporno, sploh če to ful zgodaj moraš začeti delati. Ker, da prehiter rataš preveč samokritičen. Pač da prehiter odrasteš na nek način. Da bi vse mogel narediti prav. Ali pa tudi, ker nekaj narediš narobe, vedeti, identificirati, zakaj si naredil narobe in tega ne ponoviti. Razumem, kaj hočeš povedati. Dvorezen meč je, takega tipa. A veš, tako, mislim, ful te daleč pripelje, ker si tako, ok, kako se lahko jaz izboljšam, ampak kako se ti zares počutiš sam do sebe, tako, vse stvari se mi zdi, da lahko delaš iz tega, se mi zdi, da se malo to navzuje s tem, iz tega ti nekaj manjka, ali imaš tega dovolj, iz scarcity ali iz abundance, iz obilja ali iz pomanjkanja. In ti si lahko tako ful skosa aware, da ne bom kaj zajebil, jaz moram vse prav narediti, jaz moram vse vedeti, a veš, jaz moram speljati tole, jaz moram zorganizirati, jaz moram usmeriti te ljudi, a si tako pač jaz bom naredil max, kar lahko naredim, in pa bomo pa videli,
kaj se bo zgodilo. In to, če bo meni nekdo nekaj rekel, da jaz nisem prav naredil, ali pa če se bo dejansko zgodil, da pač ni bilo vse perfektno, to ne pomeni, da je z mano kaj narobe ali pa z mojo situacijo kaj narobe. Pač, ne. Tako, a veš, kako se pol odzoveš na neko tako kritiko, Ja. ki mi jo je recimo takrat moj šef podal. Ja. Moj odziv je bil odrasel, ampak Še zmeraj si vzel osebno. Ne? sigurno. Ja. Ampak Napad sem na to sam tvojo znal identiteto in tvojo identiteto človeka, ki se ne zmoti kar tako, in da če si ti meni zdaj rekel, da sem se jaz zmotil, me jebe na dober razlog, ki mi ga boš zdaj povedal, Ja. zato da bomo oba ziher. Ne? Tako Ampak a ni zanimivo, kako vidiš, kar na toci, ja. Kako vidiš ene ljudi, recimo, ne vem, pa bom dal primer Gary Vee, ajde, ali pa nekdo je kakšen tak človek, ki ga občuduješ tako, kot vodja ali pa ne vem, podjetnik. Ma ne vem, zdaj iskreno mi noben ne pade tako na pamet. Okej. Ampak kako vidiš eno končno sliko, a veš? Mislim, definitivno ne Elon Musk, ne Mark Zuckerberg, ne ljudje, ki so me v preteklosti navdihovali in inspirirali. Pač, jaz sem bil včasih, ne vem, kot dosti mlad sem bral recimo knjige od Lance Armstronga. Ne. Pač mene so te zgodbe ful navduševale, kako je nekdo uspel pač toliko kritično situacijo v svojem lifeu prebroditi, najti to moč in vztrajnost v sebi in vlagati nadpovprečno, pač trdo garov se odpovedoval za to, da je uspel, pač kakšna je to zgodba o uspehu in koliko je to powerful, ker nikoli nisem, ker sem vedno videl sam to slavo, ali vedno sem videl samo od ozunaj. Jaz danes ne bi nikoli tradal life z Elonom Muskom. Pač. In tle se ljudje, po mojem, ful prevečkrat pozabimo dodati oziroma se vprašati, ne, pač pri vprašanju, kdo bi bil ali pa s kom bi zamenjal, a bi zamenjal cel paket. Koliko sploh poznaš? Ja. Zanimivo. Ker pač, ne vem, meni je zelo veliko teh zelo uspešnih ljudi živi zelo slab life. Pa so tako, bi kakšnega pripelil zraven kle na stol, da ga malo tako pobožam. Ja, kakšni se ti kar malo smilja, sploh kar malo bolj globi začneš spoznavati. Ne? Ja. Pa v bistvu kar začneš ugotavljati je, da pač noben ni nič boljši od tebe oziroma nič slabši od tebe. Mislim, čisto odvisno od kriterijev. Od kriterijev. Kaj je kriterij? Kaj pomeni, mislim, kakšen, veš, dober šel, kaj je uspeh? Mislim, Kaj je uspeh? Kaj je zate uspeh? Kaj ti pomeni uspeh? Mogoče, da grem zvečer mirne vesti lahko v posla, da vem, da delam, pa ne nujno, da delam nekaj dobrega, da se trudim delati nekaj dobrega za sebe, za folk okoli sebe, a ne? Da lahko uživam v sadovih svojega dela, a ne? Se pravi, če imaš milijon, če ti tega ne moreš, če te toliko hrbet boli, da ti ne moreš iz postelje vstati, če so vsi tvoji prijatelji že zdavni pozabljeni v srednji šoli, nimaš nobenega, s katerim boš to delil. Avto, ki je vreden 300 €, kjer ga se usedeš, pa se pripeleš pred trgovino, pa ti ga nekdo popraska, postane tvoj number one problem. Cel life delaš za avto, da pa ti služiš avto, ali pa ne to, ali pa da ga parkiraš na konc parkinga, zaradi tega, da se mu ne bo kaj zgodil. Da si kupaš jahto in ti je problem, ker jo moraš 2-krat na let ven iz vode dati pa spucati. A je to uspeh? Včasih bi ga drugače definiral, res. Sigurno. Kaj bi rekel, da je bil turning point, da si redefiniral, kaj pomeni uspeh? Ne bi rekel, da je bil tako en aha moment ali pa tako, sem doživel neko katarzo ali pa da bi rekel. Ja. Ful se tako dinamično dogaja, se mi zdi zadnje čase. In kva jaz vem, res ni tako enega specifičnega momenta. Bolj je
iskreno največje zadovoljstvo v zadnje čase dobivam iz tega, ki se tega probavam tako rešiti. Stvari, ki so mi težke, se jih lotam, pa vidim pa magari minimalen napredek. Tako nekaj, kar je lahko nekomu čist banalna stvar, enostavno, da nekomu nekaj reče, kar mu ni bilo všeč. Ali pa tako pač se mi zdi, da so kakšne stvari so ful malenkosti, ampak tako v zadnjem času neki taki izzivi ali pa strahovi, ki jih uspem nasloviti ali pa narediti pač en korak proti njima. Premagovanje tega mi daje samozavest in gradi moj karakter. To je tako, se mi zdi, da je to tudi neka taka mišica, ki jo z nekimi majhnimi obljubami, ki jih držiš sam do sebe, gradiš. In to je, res to se začne z banalnimi stvarmi. To, da nekaj narediš. Pač nekaj narediš zase. Mislim, ne vem, kakšen odgovor bi ti dal, ampak a veš, a imaš sebe rad? Jaz mislim, da če postaviš 10 ljudi v sobo, pa jih vprašaš, a se imaš rad, ti bojo vsi sprvo rekli, ja, valjda. Kaj pa, če gremo pogledat dejstva? A ne, resnico? Kaj ti počneš dejansko, sam do sebe? Kakšen imaš ti self-talk? A ti podaljšaš službi z lahkoto, zato ker si tako fakt, to moram dokončati, na račun tega, da doma ne boš svojo družino, s svojimi otroki. Ali pač, mislim, kaj ti je dejansko pomembno? Ali boš šel, v gym? Ali boš z veseljem rekel, ne, fakt, moram tole narediti. In meni se je večkrat dogajalo, da sem rekel, ja, bom tole dokončal, kot da bi nekaj zase naredil. Pa lahko so tudi to, neki majhni komitmenti v odnosih, v konfliktih. In vsaka še toliko majhen napredek mi boosta neko to notranjo moč. Spet je identifikacija klejane. Kakšno zgodbico ti sam sebi pleteš o sebi. Kdo si, Drugače, ki si omenil, mislim, ko so se pogovarjali na začetku o tej identifikaciji, oziroma da se poistovetim s podjetjem oziroma s tem, kar delam. Ja. Tako en hujših momentov na tej poti, se mi zdi, je bil obdobje, ko sva šla z bivšo punco tako po nekih, skoraj 5 letih narazen, v tem času, ko se je to dogajalo, najini pogovori in ne bi rekel prepiri, ampak samo taki intenzivni čustveni pogovori. In če se prav spomnim, je ona meni na eni točki rekla, stari, jaz bi bila raj smetarjem. A ne? V kakšnem smislu? In tako, a veš, jaz pa jaz tle se razdajam, jaz tle nekaj gradim, se trudim, ful več, kot vsi ostali. Jaz ne delam zdaj neki no offense, ne vem, v Mercatorju predstavljam škatle, pa ne, da to ni častno ali pa kakšnokoli delam, ampak jaz tle hočem nekaj več, a veš, in ti meni pol to vrneš. Tako sem se jaz takrat počutil. Ja. Kaj nisi dož časa njega? Ja, čas in pozornost, ja. Ja. Ta je težka, stari. Ta je res težka. Takrat, mislim, moje razmišljanje o tej situaciji naknadno, ali pa tudi, mislim, takoj po temu in tako naknadno parih tednih kasneje, sem je tako, očitno moja navezanost na te stvari ni zdrava. V smislu na kariero in če mene to toliko zaboli, če nekdo to na nek način kritizira ali pa ne vidi value v temu. Ker zdaj je bilo, da sem jaz večino svoje energije namenil temu. Ker smo mi buildali Delta Hub, sem jaz delal job in še to popoldne hkrati. En let. Ja. In jaz sem se počutil, to je tudi tako ena stvar, jaz sem se počutil, da to ni racionalno, da to ni ok, recimo, oziroma pošteno do nje, ali pa da kakšen sem človek,
kaj mi bo ta uspeh, če pol ne bom imel tega s kom zapošerati, kaj mi bo ves ta cash, če nje ne bo. A ne? Ampak kljub temu sem to počel. Jaz sem hotel delati pač. A ne? Kako bi se zdaj soočil s to situacijo? Če bi mi... Mislim, Kaj bi zdaj naredil drugače? Oziroma, verjetno delaš stvari zdaj drugače. delam zdaj stvari drugače, zaradi tega, ker pač sem videl, da ni to edino, kar je v lifeu, a ne. Ker so, ne bi rekel, da so odnosi moj number one priority trenutno, a ne, ampak definitivno so ful večja prioriteta, kot so bili včasih. Kaj bi pa rekel, da je number one? Ja, mislim, tako nekako, če pogledam, koliko se ukvarjam z biznisom, a ne, bi tako hitro rekel, da je karijera še vedno moj number one priority. Sam se mi zdi, da je neka neizogibna kombinacija moje osebne rasti v povezavi s kariero. Tako meni moja kariera omogoča, tako kot smo se že pogovarjali, po moje lih to, da sem lahko najboljša verzija sebe. A ne. To je to, kar imam jaz pri svojem jobu najrajši. Da si lahko koristen, ne? Pač ja, ampak tudi to, da, a veš, da sem postavljen v take situacije, interakcije z ljudmi, pred neke, tako res moram biti, če hočem jaz dobro opravljati svoj job, moram biti jaz res dober sam sabo in sebe res štekati in delati tako, ne iz tega pomankanja, ampak iz tega izobilja. In to mi omogoča, ta job mi omogoča, da si lahko prvoščam določene mentore, ki si jih drugače v lifeu ne bi mogel, in finančno, in tudi tako pač, a veš, jaz imam v podjetju možnost narediti pol dejansko neko spremembo, pa implementirati to novo pridobljeno znanje, Ja. se lahko pozna na bottom line, če tako pogledaš, a ne? Ja. Če jaz boljš vodim ekipo, lahko izboljšam produktivnost podjetja in lahko to prenese nazaj, to investicijo. A ne? Itak. Jaz bi lahko mogoče sami svojega žepa določene te ljudi plačal, ampak ne bi mogel tega investmenta na nek način tako hitro upravičiti ali pa monetizirati na nek način, kapitalizirati. Tako da eno je to, dva, da verjetno do takih ljudi sploh ne bi imel dostopa, a ne? Ker verjetno sploh ne bi hotel z mano delati, ker ne bi imel nekih konkretnih primerov, kako lahko to implementiram. A ne? Ali pa ne bi imel niti takih izzivov, to bi bili bolj moji neki osebni izzivi. A ne? Ja, ja. In ja, ta job mi omogoča, da pač res najbolj možno rastem kot človek. Ja. Ful mi je bilo zanimivo, kako si na tem sessionu, ki smo ga imeli z ekipo vašo, a ne, kako si lepo priznal, oziroma kakorkoli bi temu rekel, v kakšno smer bi si želel, da Delta Hub gre. Ne? Ker naenkrat je bil well-being, ne toliko tech, ne toliko gadgets. Mislim, to je povezano s tem, ja, to, ko so se pogovarjali o tej evoluciji, mogoče moji in pa hkrati tudi Delta Huba. Ja. 2-3 leta nazaj je bilo tako to dokazovanje. No. Mi smo se kot brand hoteli dokazati, da smo cool, da delamo stvari, ki so zanimive, inovativne, in smo hoteli tudi to nekako tako strankam, tudi tako skozi neke te neke fore, exclusivity-ja, pa closed community-jev, pa tako res smo hoteli tako predstaviti, kako in nekako tudi ljudem se mi zdi prodajati to zgodbo, tudi vi boste tako challenging, unconventional, unique, tudi vi dejte svoje projekte štartati, tako ful je bilo ono, da boste tudi vi cool, ja. mi skupaj cool. Tako da ful iz tega, takrat je bila ta zgodba ful v to smer. Medtem, ko danes se mi zdi, je vedno bolj v to, da da želimo ljudem pomagati, da lahko delajo boljš, zato da lahko v bistvu delajo manj. Da lahko boljš delajo, oziroma da lahko manj delajo, da lahko več živijo. A ne? In to je ta well-being. In to je tudi ta zgodba, o kateri so se pač zdaj pogovarjala. Ker zakaj delaš, če ne zato, pač, da boš pa tudi to lahko živel ali pa nekaj od tega izkoristil. In trenutno mi to počnemo lahko skozi svoje produkte, ampak v prihodnosti kdo ve, kaj to bo.
Ampak ja, da lahko delaš boljš, ker danes pač 8 ur dela ni isto, kot kar 8 ur dela včasih. Ti lahko pač, če veš, na kjer vzvod moraš pritisniti, lahko jih je 20 v tej sobi, pa googlajo, pa iščejo, pa delajo, pa ne vem, kličejo, pa probajo prodajati, ne. Lahko bo prišel en, ki bo si naredil svojo AI vojskico nekih asistentov, pač, ki bo on vmes na plaži svojo hčerkico in bo biznis delal sam. Pač malo pretiravam, figurativno, ampak danes so inputi in outputi daleč od tega, da bi bili linearno povezani. So tako čist crazy. In ja, kaj delaš je ful bolj pomembno, mislim, in tudi kako to delaš, no, valjda. Pa s kom. Pa s kom, ja. Ja. To je na valu v knjigi, zdaj jo ta tretjič berem, Almanakov, Varovi kanci bral. Sem to dvakrat bilo že. Stari, meni je tako dobra. Na dober način je narejena, ampak tam noter lih o tem govori, ne? Da je bolj pomembno, kot kaj delaš, to s kom delaš. Ampak to človeškim možganom pač ni čist naravno. Ne. Vse te stvari, ker pač to veš, obrestni račun. Tebi to pač tvoji možgani tega ne more sprocirati, tega v naravi ni bilo pač tako. Ja. Uno posekam in več, ko sekam, bolj bom dobil. Tako, ja. Tako, dejansko output, input sta bila zelo povezana. Ja. Zanimivo. Kako pa ti skrbiš za svoj well-being? Nekako si to zapeljal zdaj v podjetje noter, to živiš. Ja. Kako izgleda tvoja dnevna rutina zdaj, pa kako je izgledala včasih? Kam gre tvoj fokus, bolj iz tega vidika? Moj fokus gre ful bolj v to, kako se počutim. Mislim, ful sem povečal zavedanje na tem, kako se v določeni situaciji počutim, kdaj sem in koliko sem sposoben, in ne obratno. Pač ne vem, če se ti spomniš mogoče kakšnega primera ali pa kakšne analogije, ki bi dobro ponazorila to, ampak tako se mi zdi, da v gym ful zmatran ponavadi ne bo šel. Medtem, ko nekaj delati, pa skoraj vedno. In zakaj delaš to razliko? Se pravi, prilagajam si tudi treninge, če tako pogledam, ob dnevih, ko se ne počutim na nekem vrhuncu, pač še vedno naredim trening. To vem, da mi je ful dobro, da se vsem tam prikažem, pa naredim nekaj zase. Počasih začnem magar z nekim stretchingom, pa se pol malo grem, pa se mi dejansko trenira, tudi če se mi prej ni dal, ampak naredim nekaj bolj easy, da se ne zgunem še tam do konca. Tako da to, mislim, moj well-being, ne vem, v gimnaziji je izgledal tako, ali pa v teh letih je izgledal tako, da sem šel včasih zjutraj na trening ob 6, pol 7 v šolo, na popoldanski trening, se učil celo noč, nisem šel sploh spat in pol naslednji dan še gladko žurat ga ven. Sam pač, ko si mlad, to gre. Ampak ko si pa star, mislim, nisem jaz še ful star, ampak ti začne pa prej ali slej nekje poznati. Tako da definitivno sem bil na ful visokih obratih, večino mladosti. Zdaj sigurno manj, pa probavam bolj produktivno delati. Pa sprejeti une trenutke, ki nisi sposoben maksa. Težko je, še vedno se fulkrat, nedolgo nazaj sem se pogovarjal z enim coachom, pač tako, da se mi še vedno zgodi, da kdaj čutim krivdo, če ne oddelam 8 ur, ali pa sem tako, fakt, danes bom pa sam 6 ur, in pa sem tako, pa dobro, saj si včeraj 10, pa to se je pol 8 še vedno, pa model, what the fuck, če bi jo šel pogledat, tako fulkrat se mi zgodi to, da na koncu tedna, ko gledam, kaj sem naredil za nazaj, je kdaj to tudi če bi rekel, sam eno stvar, da sem jo naredil, pač sem ful naredil ta teden. Plus, da so bile še ene ekstra. Tako, velikrat, zdaj, ko še leže, po moje, delam to, da se vsak teden v petek, ali pa čez vikend, ali kakorkoli, da se slišam s svojim
accountability buddyjem. Vsak to rabi, tudi jaz to rabim. Pač enih imajo interno v podjetju pač svoje nadrejene, jaz rabim tudi enega od zunaj, ki mi to pomaga. In fulkrat se mi zgodi to, da ko naredim pregled tedna, sem tako, ful sem naredil, a ne? Ja. Medtem, ko je bil moj občutek pred klicom, še tega nisem, pa kjer stressful teden. Pač tako, model, poglej ti sploh najprej, kakšno je realno stanje. Ja. Ne pa kaj tvoji možgani meljejo, kaj je ta zgodba, ki je pač kar neki. Zgodbice si ustvarjaš v glavi in dobro se jih je zavedati in samo pozvati, poslušati, se malo distancirati. Pa reči, le še zmeri sem tam, kjer moram biti. Ampak mislim, da to je po eni strani tudi dobro, ker ti daje nek accountability tudi sam do sebe, a ne? Da delaš te čeke. Ja. Ni pa to tisto, kar te definira. A ne? Zdaj pa ne, nisem dosti dober, nikoli nisem dosti dober. To je ponovadi pri denarju. Folk, ki gre samo za denarjem, več, ki ga dobi, več ga hoče. In je lup, ne moreš vam prijeti. Ja, sigurno. Ja. Ne dvomim. Ja. Tako da ja, well-being, ful več tega zavedanja nad sabo, nad svojim telesom, počutjem. Fulkrat sem v zadnjem času prepoznal, če mi nekaj ne ustreza. Tako. Poslušaj sebe. Ja, poslušaj sebe. Tle mi je IQ tudi dosti pomaga, to je neka terapija, recimo temu, na katero hodim, Blaž mi tle veliko pomaga. Zdravo jem, to delam že po mojem, dosti cel life mi je to kar pomemben. Ja. Spanje, več time offa, oziroma več tudi, mislim tako, gym, sauna, tako, lej, ne vem, sigurno ful več razmišljam o tem, kakor v preteklosti. A bi lahko izpostavil en productivity hack, ki ti je tako nerealno pomagal? Accountability buddy. Accountability buddy, Ja. Torej nekdo, ki je s tabo na poti. Ja. Nekdo, ki mu jaz v ponedeljek pošljem svoj plan za teden, kaj bom naredil, kaj je high priority, kaj je mid priority, kaj je low priority. In high priority stvari so non-negotiable. A tudi ti to delaš v svojem podjetju, da si ti ta accountability buddy? Na nek način, ja, vedno bolj. Imamo itak te tedenski meetingi, sploh v te, v kjer sem jaz vključen, je najbolj pomemben je ta management weekly, je pravzaprav to. A smo naredili vse, kar smo se dogovorili prejšnji teden, da bomo naredili. Tako da en segment tega meetinga je action items from past week, a so dan ali niso dan in zakaj niso dan, oziroma kje je bila težava, da ti ni uspel tega narediti, ker mogoče je bila neka težava. To pa imamo interno tudi eno tako tablo, kjer imamo napisan, večina zaposlenih je v to vključenih, ker je čisto prostovoljno, za navade, kot nek habit tracker. Pač čist karkoli. Jaz imam trenutno gor po moje 5 minut branja vsak dan, nekaj na to foro. Tako vsak si da gor kar hoče in pol enkrat na mesec na enem druženju ekipnem se sedemo in pogledamo in vsak skora svoj habit za 1 do 5. In je definitivno pripomogel k temu, da so ljudje spremenili določene stvari, ki so jih želeli spremeniti. Čistko pri sebi osebno. Tako da probavam full ta nek peer-to-peer accountability in da so na nek način vzpostaviti v podjetju, oziroma da bi ljudje lahko en drugmu pomagali, da delajo boljše in da živijo boljši life. Skrbiš za okolje. To se mi zdi full pomemben. Misliš, da je to tako ena izmed primarnih nalog vodje oziroma CEO? Definitivno. Definitivno, poleg pač skrbi, da so stvari narejene in da je denar na računu, to, da se ljudje dobro počutijo, kar je v našem primeru po mojem največkrat povezano s tem, da se premikajo pa da rastejo. Da jim omogočimo okolje, da se lahko razvijajo. Nijamo itak vsi istih želj, pa ambicij, pa vizije, pa kakorkoli. To je čisto ok. Ampak ja, definitivno je ta well-being, ki ga mi želimo na ven, folk omogoča, da ga moramo pač po mojem najprej
interno omogočati. Ne? In jaz verjamem, da pač, bolj zdravi ljudje so bolj učinkoviti ljudje. Ne? In te habiti, ki si jih oni tam dajo, ne vem, so povezani z njihovim zdravjem, fizičnim, psihičnim. Ne vem, to si, dajo si, ne bom pil kave nekaj časa, en mesec, ne bom šopingiral ta mesec, bom hodil vsak dan, ne bom naredil 7000 korakov, pač to so tako, taki čist fundamentalne osnovne stvari, ampak this is what works. To je ponovadi ljudem nezanimivo pa dolgočasno, vsi iščemo neke heke. Ja, pa zanimivo je, kako vsak pri sebi načeloma ve, ne? Kaj tiska bi lahko spremenil na boljši. Ful mi je bilo hodo, ko je en nov sodelavec prišel nekaj časa nazaj iz ene večje firme in je bil tako ful presenečen na tem, da si pihamo en drugemu jadra. Se mi zdi, da je to ena taka lepa prispodoba za okolje, ki si ga želimo ustvarjati. Lepo, pihamo en drugemu v jadra. Lepa. Torej vsi vemo, da gremo naprej. Pač ne. Da se pri tem suportamo, ne pa moj vrtiček, tvoj vrtiček, to je moje, to je tvoje. Boljši tvoj. Jaz tebi, zato da slučajno ne boš ti kaj več dobil od mene. Kaj je najboljši nasvet, ki si ga dobil do zdaj? Bom rekel kar tega, kar mi je prvi padel na pamet. S tem, ko nekdo nekaj pove tebi, pove več o sebi, s tem, kot o tebi. Spravo, to, kar jaz tebi govorim, pač zdaj nima take debate, da govorim tako prav nekaj o tebi, ampak tudi če bi rekel, ti si tak pa tak, pač to pove več o meni, kot o tebi. Ogledalo. Ja. In meni je bilo to kar velika, čeprav enostavna pa banalna, ampak zelo velika ugotovitev, ker sem fulkrat stvari, tako kot uno kritiko, vzel pač kukor, da sem jaz zdaj tle, ne vem, kva naredil, pa mogoče temu sploh ni bilo tako. Ampak je to pač se mapiralo na mene in na moj odnos do samega sebe, na moje počutje. Kaj pa tako misliš, da je fundamentalno za dober odnos? Torej, kaj dela odnos dober? Spoštovanje. Iskrenost, ne vem, želja po, mislim, neko sprejemanje ultimativno, mogoče brezpogojna ljubezen, čeprav to je kar ono. To je kar tako highest level. Ja, pač to definitivno, da lahko pač si to, kar si, pač, da se ne rabaš nekaj delati, da si lahko true self, da je prostor za izražanje čustev, kakršnih koli že, da ima vsak svojo verzijo resnice. In da jaz ne moram tebe prepričati, niti ne moraš meni, da nekaj ni tako, kot jaz dojemam, ker pač jaz to dejansko tako dojemam. Tako radovednost, mogoče, z nekega vidika, želja po razumevanju. Ampak to lahko počneš samo, če znaš potolažiti unga mejhnega otroka o sebi, kar je včasih težko. Tako da to je prvo, kar mi pade na pamet. Hodo. Kaj bi kaj dodal? Pismo, ne vem če. En TikTok video sem objavil nedolg nazaj, ker sem govoril o 5 stvareh, ki jih folk dela, pa se jih ne zaveda, pa jim škodujejo. Okay. Pa me zanima, kaj si ti v njih misliš. Sam čakaj, da se jih bom spomnil. Ena je pritoževanje. Okay. Ja, tega ful ne maram. Zato, ker pač, ker sem ful tako, če me neki mod naredim. Ja, pač jaz vedno sem bil nekaj mi ni všeč, pač just do it, man. Ja. To, da se pritožuješ, ti ne bo nič pomagala, ne? Ja. Ker ni movementa. Ja. Pomaga ti pa sam movement. Ja. Pa se štekam, se tudi jaz kdaj, valjda. To ne govorim, da... Ja, a ozavestiš? Ako se pritožujem? Ja. Dosti hiter, ja. Taj catch, ne? Dosti hiter. To je ta, ne vem, jaz ful dojemam, da imam v sebi, to sem pa verjetno že skozi toliko nekih teh poskusov in ko sem jih sam izvedel, pa dobil
neke vrste feedback, ali uspešen ali pa neuspešen. Sem razvil, se mi zdi to neko spet mišico ali pa moč, a ne, da si upamo probati. Tako da imam občutek, da je lokus kontrole znotraj mene. Sprav, da sem jaz tisti, ki sem odgovoren za to, kar se meni dogaja. Pač to je bila ta vzgoja skozi cela leta, ki do neke mere je po mojem manjkalo tudi malo več neke potrpežljivosti ali pa sočutja, ampak po drugi strani je bila pa neverjetno učinkovita z tega vidika, da se je znam v vsaki situaciji vprašati, kaj sem jaz tukaj zajebo. In to mi daje moč, da naredim spremembo. Kontrola, ja. Medtem, če so za vse drugi krivi, pa sem jaz žrtev, lepo lahko igram to vlogo, in pač se nič ne bo spremenil nikoli. Tako da je tako. En dober rek sem slišal, prebral sem ga, in sicer je bila jeza, je bila tematika, da kako pač, kaj narediti, da nisi jezen. A je jeza slaba? Lih to je fora, da jo je zelo lepo identificiral ta, mislim, da je bil Sadhguru, ali bil je kar tole. Je rekel, če hočemo mi karkoli narediti, jo moramo ta prvo razdeliti na več delčkov. Prvi del je ki je nezaveden, nekdo te razpizdi. Na tem nimaš kontrole, ker je pač trigger. Drugi del je, da to identificiraš. V trenutku, ko ti to identificiraš, ne rabi biti več slaba jeza, ker zdaj imaš dejansko ti kontrolo na tem, boš še jezen ali ne. In pol ta tretji del je, koliko časa boš temu namenil, da boš jezen. In če se ti osredotočaš na drugo pa na tretjo, imaš kontrolo nad tem, da nisi več jezen, medtem, če vse gledaš kot celoto, čez prvo ne prideš, ker hočeš že to kontrolirati, ker ne moreš. Good point. In ful bi se navezal na to, kar si rekel tretje, koliko časa. Jaz se mi zdi, da največji mogoče temu, to je Anton Majhen, ne vem, če se ga spomniš, velikrat govoril Toni, ta situacijska inteligenca, veš, koliko hitro se ti znaš prilagoditi na neko situacijo, in to se meni zdi tudi v tem primeru tako ful pomembno na nek način, koliko časa, ali pa vsaj je zase, bom rekel, koliko časa v tem vsi, jaz to tretiram dostikrat kot neko metriko za moj napredek. Se pravi, opazujem, koliko hitro sem sposoben v neki taki situaciji pač sam spustiti in biti tako, ok, to zdaj neki reagiram in whatever, koliko hitro uspem narediti nekaj produktivnega iz tega ali pa narediti nek korak, napredovati v kjerokoli smer, tako recimo nedolgo nazaj ob nekih mislim definitivno ne najboljših, ob slabih rezultatih, v našem podjetju sem imel tako eno to epizodo tega in sem bil neverjetno ponosen na to, koliko hitro sem uspel stopati iz tega ven s pomočjo enega tudi v bistvu zunanjega mentorja, ki sem mu tako začel pisati, sam začel sem pisati mail, kaj vse v naši firmi ne štima, kaj vse je v kurcu, koliko je slabo, pač sam tako pisal sem in sem tako, ok, zdaj pa pač imam dost, ker moram iti naprej, to je to, in mi je odpisal, in njegov odgovor na ta mail mi je definitivno pomagal, da sem še hitrej tako padel ven iz tega filma. In sem mi tako, ok, to je prvi korak, pač prepoznavanje, da situacija je, kakršna je, definitivno raje vem, da je taka, kakor da ne vem, in to je bil prvi korak na temu, da sem lahko začel delati neke res velike, meaningful, pomenljive spremembe tudi v podjetju, po moje. Tako da to, koliko hiter, to se bo dogajalo. Pač, če si ti profesionalc, ti veš, da se bo to zgodilo. Itak. In sorry, pač, če ti reagiraš na take stvari, si amater. Mislim, jaz sem še vedno amater, tako da ne bomo da ne bo narobe izpadalo, ampak tako, to vse dogaja na poslovnem, na zasebnem, na vseh področjih, koliko si ti pripravljen to sprejeti in koliko hitro lahko greš odraslo osebo in rečeš, ok, to so fakti in let's go,
Ta druga, ki se tudi navezuje na to, kar sem jo omenil, je bila obsojanje. Da si ti sposoben iti iz judgerja v learnerja. To je ta radovednost, Ja. ki sem jo mislil. Ne? Aha. Veš, zakaj ti tako misliš? Da mi dejansko povej, kako ti to vidiš. a Ne? Ja. Ne pa, Nauč me. ja. Ja. Medtem, če ti greš v obsojanje, ne? Zakaj ne, to ni res, ti si karen, itd. Identifikacije začneš dajati. Ja, to ti zato tako misliš, ker si s tem doma, itd. To je zelo te upočasnjuje. In če razmišljaš o tem judžanju, recimo mi se zdaj pogovarjava, kako, kaj je za najuspeh ali pa ne vem kaj. Ne? In tako, veš, imaš feeling, ne vem, imaš ti, ampak jaz imam feeling zase, da sem najdu ali pa da iščem nek način življenja, ki mi odgovarja. Ne? Ampak to ne pomeni, da je ta način življenja edini pravi. Yep. In to je next level tega, da sej mislim, ne pomeni, da morajo vsi zdaj tako živeti, pa da je to edino pravilno, pa edino dobro. Ne? To včasih se zalotim v temu, da bi mislil, da kada je moj način edini pravi način, pa najboljši način, pač ni nujno. Tako je ena taka tolažba, ki jo jaz to doskrat na workshopu uporabljam, je trenutku, ko želiš nekoga iti obsojati, oziroma ko to trigiraš, ko to zavestaš, si predstavljaj, da si to tudi ti, in da v bistvu je sam nek drug program downloadan. Ampak, če si to ti, se boš res obsojil, ali si boš dal neko količino razumevanja, pa rekel, lej, človek dela tako, kar najbolj zna, glede na njegovo situacijo, njegovo počutje itd. Ja, če ti verjameš, da ljudje a priori nimajo slabih namenov, je ful lažje. Ker nekako, če tako logično pogledaš, če ti z nekom skupaj delaš, pa tako, pizda zelo verjeten nima slabih namenov, mislim, tako delata proti istem cilju. Čeprav bi ti pa kontra rekel to, ker si rekel, da si zamisliš drugega, mislim, da si zamisliš sebe, kao na drugi strani. Pizda, ne vem, glede na to, kakšen self-talk imamo ljudje, tako, enkrat sem poslušal en podcast, ne spomnim se točno, kjer je bil Diary of a CEO, po moje, ki je bila neka ženska gostja, pa ne vem niti točno, s čim se ukvarja, neki s psihologijo, psihiatrijo, neki v tej smeri. Njen hack mislim, da je bilo za ženske z motnjami hranjenja, nisem fiks, ampak tako, njen hack oziroma stvar, ki jo svetuje določenim ljudem je, da si probajo zamisliti, da dajo na svet prijatelju ali pa prijateljci. To je malo drugače, ker je kaj bi si svetoval versus ni toliko posojanja. Ampak kar je fora, mislim, zakaj ta hack, zaradi tega, ker ti frendu, pač če bi on prišel z neko stisko do tebe, mu ti sigurno ne bi rekel, kjer si ti šupak, itak nisi nič vreden, itak si že 5krat probal zdaj to dieto, pa si failu, sam neki skos obljubljaš, pa nikoli nič ne narediš. Ja. Daj pokaži mi enega, kaj bo to svojemu frendu rekel. Kaj pa sebi? Ja. Vse pa to po moje, mislim, ne 24/7, ampak to pa mele. Mele, ja. Ker ne gre ven. Ja. Čas je dobro malo s sabo pogovoriti, ampak že to, da si ti recimo daš v svojo dnevno rutino, kakorkoli, zjutraj 3 stavke, ki jih sam sebi rečeš, in so lepi in so pozitivni zate, ne glede na situacijo, ki se ti dogaja nič. Da se imaš rad, da si to na ta način pokažeš, lahko full mikrosprememb začneš delati v glavi. Ker folk si tega ne reče nikoli. Ja. Meni isto, ki si prej vprašal en productivity hack, to mogoče ni lih productivity hack, ampak je pa well-being hack, pač refleksija. Iskrena. Ampak je boring. Mi je lahko tle reči, mislim, ti bi lahko tle zdaj naredil nek full hood intro, zdaj smo pogovarjali o najjačih hackih, in to je tam stopper na TikToku. Refleksija. Bedno, ne da se mi. Kdo bo to delal? To je kar neki prače basic. Ampak to, da ti zapisuješ pač svoje misli, kakšen ima to power na tvoja podzavest. Pa sploh, to je bil tako edini habit, edina navada, ki sem si jo zastavil, da jo bom letos uresničil. Edina. In če bi jaz nekomu pokazal to, kot da je to moj cilj,
pa lahko bi me v vrtec poslal. Ja, če bi te obsojil. Ja, recimo. Ne. Ampak jaz sem vedel, da če to začnem delati, se bo povečal moj awareness, se pravi moje zavedanje nad samim sabo in nad tem, kaj počnem, kaj mi gre v redu, kaj mi ne gre v redu. In da je to tisto, kar bo meni pomagalo, da bom imel boljši odnos sam do sebe, da bom videl, kdaj bi mogel iti dam, pa nisem šel dam, da bom drugič mogoče, pa ne drugič, ali pa petič, da bom mogoče naredil nekaj drugače in da bo to mene pripeljalo do tega, da bom imel več časa, da se bom bolj ukvarjal sam s sabo, da bom več časa preživel z ljudmi, ki so mi pomembni. Pač, tako, identificiral sem to stvar kot eno tako ful fundamentalno stvar, ki lahko vpliva na ful veliko različnih stvari, ki jih želim izboljšati. In to je tudi recimo en tak hack, da najdeš ne root cause, ampak neko tako eno stvar, ki ti lahko vpliva na več stvari hkrati. Pa zakaj sem si sam to zastavil, je bilo zato, ker sem že milijonkrat imel visoko leteče cilje, ki so zelo klavrno pristali v, ne vem, ne bi rekel v košu za smeti, ki jih nisem vrgel v smeti, ampak mogoče na nekih novcih v oblaku. Shranjeni v pozabi dejansko, ja. In to se mi je velikrat dogajalo, ker sem bil mlajši. Pač, zdaj bom pa to vse naredil. In nisem znal, pač postopoma nisem znal imeti visoko letečih ambicioznih ciljev, ampak hkrati tudi koraka za jutri. Jaz sem bil tako, zdaj pa imam končno cajt, zdaj sem nehal delati na ekonomiju, sem pa jaz 100 strani na dan prebral knjige. 100 strani, 10 knjig sem kupil in bom nahajpan in dopamin bo pač užilo, ne? In pol dopamin pade, ura je že 11, ne 11, ura je 1 zjutraj, če hočem zdaj 100 strani prebrati, to bo še 2 uri, pol ne bom spal, itd. Ne? In valjda vsakič, ko sem si kaj tazga zastavil, šlo kurec. Tako da to je bila ena taka velika sprememba v mojem lifeu, da sem začel si buildati habite počasi. In tle je bilo zelo enostavno, hvaležnost 3 stvari, optimalne in neoptimalne stvari, ki sem jih pač, so se mi zgodile v dnevu. In to je lahko v smislu, sem reagiral na neki, sem podaljšal job, dlje kot sem mislil in nisem šel v gym, pa sem hotel iti v gym. Tako res miniaturne stvari in pa začneš prepoznavati, ki se ti stvari ponavljajo. Pač enostavno to, kar si že napisal, da si tako model, come on. To, kar se pred ogledalo postaviš, tako pač ne bi taka pička, zdaj se ti je že 5krat to zgodilo, da je nekaj narediti končno. Accountability spet. Ne? Spet, ja, tukaj pa sam do sebe. Se vračava, kaj. Ampak veš, kaj je najbolj pomembno od tega, se mi zdi, da lahko vidiš tudi napredek. Da lahko vidiš napredek pri stvareh, ker napredek je zelo mejhen. Iz danes na jutri je zelo mejhen, pa iz jutra na potršen je zelo mejhen. Ampak, ker sem 5krat si nekaj napisal tam pod neoptimalno, ne vem, sem na nekaj reagiral ali pa ne vem kaj, in pol enkrat sem naredil to dobro. To je malenko stari, ampak sem bil tako bravo model. Ker naenkrat impostor sindrom zgine, ne? Ja, ker veš, da je true, a veš, ker veš, da si... Cookie jar. To so neke take tvoje stvari, te notranje bitke, ki jih ti biješ sam sabo, ne? Ki jih noben drug zunaj ne vidi in so zanimivo očitno, vsaj kukar jaz vidim ful bolj vredne, kukar vse zunanje te zadeve. Ja, to, da si na pravi poti lahko zelo lepo povežeš s tem, da si večkrat dokažeš, da si to, kar govoriš, da si. Na ta način imaš ti proof. To so te obljube, ki jih ti držiš pač sam do sebe. In veš, da se boš lahko v težjih situacijah, ko do tega pride, zanesel sam nase. Ena še taka, ki je tudi zelo pogosta, ki se dogaja sploh v mogoče večjih podjetjih, ki je dosti ljudi, ki niso lik zbujeni, pa se tega ne zavedajo, prelaganje krivde. To bi mogel ti narediti. In kot dober vodja je vse na tebi. Ampak istočasno to ne pomeni, da če je nekdo res nekaj zajebil, da bo zdaj rekel, ne, itak si ti kriv, ki si... To ne pomeni, da ni okej, ja. Kaj si o tem misliš? Mislim, v osnovi gre za prevzemanje odgovornosti. Yep. In za vse šit, ki se dogaja v podjetju, sem odgovoren jaz. To ne pomeni, da mogoče nekdo ni naredil nečesa prav, ampak a smo mi naredili vse, kar lahko, da ta oseba ve, da to ni v redu. Največkrat se mi zdi, da se zgodi to,
da jaz sem v našem podjetju opazil, recimo, da enostavno sem se ful enim stvarem izogibal, pač, ker sem mislil, da ni moje mesto, ali pa pač, da so te ljudje vsem toliko že sposobni ali pa whatever, da pa ni treba se o tem pogovarjati, da bo že to zrihtali valjda, ne. Samoumevno, ne? Pač tako, ja, ne. Ja. To je kar velika past. Ful, ampak s tem, enkrat, ko smo razrešili to, da sem jaz de facto pač CEO, ne, se v teh situacijah, ko je prišlo do nekih slabih rezultatov, nisem mogel več na nek način zagovarjati na to, ja, pa se bi mogel, ampak ne, sem vedel, da na koncu leta pač je moj rezultat tisti, za katerim, to je tisti fakt na koncu leta, ki pride, ne. Ne glede na to, kaj sem jaz delal, čez leta sem delal 500 ur, sem delal 5 ur, pač na koncu bo tisto, ne, in odgovoren za tisto sem jaz. In tako, fascinantno je bilo, da namesto, da je bil jaz tisti, ki najbolj opozarja na težave, pa se najbolj, ukvarja z njimi, opozarja na njih, sem bil mogoče jaz tisti, ki jih je najbolj pometel pod preprogo, čisto zaradi njega pač strahu. Strahu pred soočenjem, ne? Ja, pa konflikti. Medtem, ko enkrat, ko si odkril, da je to tvoja resnica in da jo pač znaš povedati na spoštljiv način, pa rata laži. Mislim, smiselno rata. Veš, kaj mi je bilo tako olajšanje, ampak hkrati tudi malo tako, ko sem se malo prav počutil, pizda, kva si delaš. Ko sem ene izmed teh rezultatov recimo predstavljal naprej, ne, recimo temu boardu, pač founderjem, lastnikom, nam, ampak hkrati tudi drugim lastnikom, da je bil njihov odziv ful milejši, kakor tako stokrat bolj, mislim, kakor sem mislil, da bo, kakor je bil moj do samega sebe. Tako da po eni strani mi je bilo, sem bilo tako olajšanje, ne, ko sem bil tako, ja pa dobro, se sploh ni toliko beta, ne. Ampak po drugi strani sem tako pač stari, kaj ti sam sebe delaš. Tako, čez kakšne misli in čez kakšne razmišljanje. Jaz sem si pripravil cel skript, kako bom povedal, kaj vse ni v redu, kaj bom jaz naredil točno, da se to spremeni. Tako pač nek polurni stari framing tega pogovora, ne, ki bi pola nadal sam rekla, ja, pizda, to je res slabo in to moraš popraviti in bi šli domov. Ampak ne, da sem pustil prostor, da pač ostali povejo to, kar mislijo, in je bilo precej drugače kot to, kar sem jaz sam sebe. Včasih tudi ta je močna, da je včasih boljš imeti mir, kot pa imeti prav. Ja. To dokazovanje, ki si ga tudi že omenil. Kako se je v tvojem lifeu to spremenilo, ali pa kako se v tvojem lifeu spreminja količina ali pa pomembnost miru v zadnjih letih? Neprecenljivo mi je, ker sem dojel, da v bistvu tudi v situacijah, ki sem v ekstazi, ne, torej vedno je bilo tako, da ko so bili bad momenti, si vedno želel sam, da je mir. Ker so bili pa momenti ekstaze, si pa želel, da tam ostaneš. Ja, itak, ja. In je balans porušen. In ker sem dojel, da v bistvu tudi v tistih situacijah hočem, da je mir, je dobil mir eno tako ful lep pomena, ne. In zdaj recimo mi je to pač privilegij. In tudi v situacijah, ko pride do nekih konfliktov, ki itak vedno pride, ne, ta prvo sebe umirim, ta prvo sam pri sebi razčistim, priznam, če sem kaj narobe naredil, ne bom imel vedno prav, bom imel prav mogoče kdaj zase, pa za nekoga drugega ne bom imel prav, ampak v tistih situacijah probam iti ne v obsojanje, ne, nimaš prav, ampak moti me način, na kjer ga zdaj ti svoj prav izražaš. Ne, ni mi všeč, da mislim, slabo se počutim, če me če me na tak način probaš dokazati svoj prav, ker imava lahko oba prav, ampak deva to rešiti mirno, deva biti mirna na konca, ne, deva oba to sprejeti. Tako da ja, pač nerealno. Bolj, ker sem vedno imel neke ambicije kot privilegij, pa ustvarjanje, pa več vsega, gor dol, bolj je zdaj tako čim več miru.
In tukaj je prišla pol ven tudi ena ogromna svoboda do tega, kar delam. A ne. Res vidim to kot privilegij, hvaležnost za vse, kar dejansko lahko ustvarjam, za vas, ki se lahko z vami pogovarjam ali pa delamo skupaj ali pa to. A ne. Tako, kar naenkrat začneš obkrožati ljudmi, ki jim mir tudi veliko pomeni. Ne. In kar naenkrat so vsi odnosi pol veliko bolj mirni. Tako da ja, tako bi ga nekako povezal. Kaj pa pri tebi? Lihtko, ja. Ne vem, se je zelo vznemirjujoča ta tril, te izzivi, ta akcija, ne, ampak zanimivo, ne vem, kakšen let, dve let nazaj, ne vem, tako, sem prvi začel opaziti tudi, da mi tudi kakšni odnosi predstavljajo stres ali pa pač kakšne zabavne stvari predstavljajo stres. Da mi je bilo preveč, če sem šel 3-4 vikende zapored nekam pa žurat, pa potvati, pa ne vem, formulo, pa tako, pa so bile vse te stvari same po sebi full epic in sem bil pač vesel in hvaležen, da sem si jih lahko pač, da sem jih lahko prvoščil in da sem jih lahko doživel, a ne? Ampak se mi je kdaj zgodilo, da sem recimo zbolel. Po temu, ker sem fucking kao užival, pa sem imel samo fajn, ne? Ja, ne vem, ne, mislim, da se ti telo pove, ampak tako, mogoče da je odvisen, včasih je bilo to povezano mogoče s pitjem, če smo se ga napili vsak vikend, ali pa tako, da smo ga žurali, ker smo bili mlajši, a ne, ali pa, ne vem, več stvari očitno, ampak tako, recimo zdaj nikoli ne grem toliko vikendov zapored nekam, ker zelo cenim vikend doma, kjer lahko, ne vem, v miru ustanem, pojem. Več časa seb. Ja, grem na sprehod. Pač tako take majhne stvari so mi začele prinašati ful več enega užitka. Če bi imel pogovor, če bi lahko imel enominuten pogovor z 20-letnim Janom, Ja. kaj bi mu rekel? Vse bo okej. Rad te imam in te obtožujem, fakt. Veš, očitno je to še vedno v meni model. In te občudujem za ves trud, ki ga vlagaš, pač vse stvari, a ne. In ni zares važno, kako se bo šlo, važno, da daješ svoj maks. In bod pozoren, da ohraniš sebe na tej poti, da ne greš delati neke stvari samo zato, da bo tam končni rezultat, pa ti boš pa pol še vedno sam od sebe nikoli ne boš mogel pobegati, ne? Tako da sooner or later se boš mogel začeti s tem ukvarjati. Sam tako, a veš, ko pa razmišljam, kako mislim, fucked up je to, da ljudje hočemo ne vem kaj, a ne? Da gremo po dolgi poti. Veš, hotel sem začeti temu v tej smeri, pač, da mogoče so rabiš, da ti neki rata ali pa da neki da vidiš, da to ni to. Ampak čeprav bi se na začetni točki, če bi se prav odločil, bi si lahko prehranil vse muke, a ne? Bi šel po uni bližnjici. Sama pol wisdom. Ja. To je ta catch. Poraj, da ja, moraš imeti svoje izkušnje. Mi se lahko pogovarjava, dava na svetu milijon, če ti tega na svoji koži ne izkusiš, da tega ne ozavestiš, da to pol vidiš, kako je bilo po uni poti ita, ne. Verjetno boš težko spremenil. Tako da, ja, na nek način sem vesel, da se je zgodil tako, kot se je zgodil, ker vprašanje, če bi tako razmišljal, če bi bil sposoben določene stvari ugotoviti, razumeti, če se ne bi moja pot odvila tako, kot se je, ne. Tako na nek način, pač sem očitno to rabo, ne. Fismo. Všeč mi je bilo to, da si rekel, rad te imam stari. Ja, to bi si lahko večkrat povedal. Ja, res, sploh, ker smo mlajši, ne. Mislim. Ampak spet je ta modrost, ki pride z leti in rastjo in delom na sebi in težkimi trenutki, in da si takrat znaš to reči, ne. Ja, se strinjam. Ne vem, koliko ti vidiš tega, pač jaz mogoče se v nekem svojem krogu
ali podjetnikov, ali pa kakorkoli dosti giblam, ali pa folka, ki je ambiciozen. Tako da se mi zdi mogoče tukaj celo nadpovprečno pogosto, da ljudje s tem betlamo, ker ponovadi, če si ti full happy, sam sabo pa zadovoljen, verjetno ne boš imel take želje po dokazovanju in ne boš tudi bil pripravljen mogoče toliko ekstremno nekih stvari početi, toliko vlagati, ki ti bo pač zadost, da greš ob 4 domov in si pa z družino, ne vem. Nimam pojma, ampak tako se mi zdi, da je to kar bolezen današnjega časa. Pa primerjave, pa ne, te so predvsem nulo. Zaradi česar se pol nimaš več tokrat, ko imaš enega drugega, ki ga sploh poznaš, ne rajša. Ne? Pač nekjer, mislim, nikoli ni dovolj. Ja. Tam si fan od enega človeka, ki ga poznaš prek social medije, sebe pa dol ti šiša. Ampak spet vidiš samo eno sliko zunanja, ki je pogovarjala. To, kar sem jaz videl pri Lance Armstrongu in pri teh uspešnih ljudeh, navidezno uspešnih ljudeh, po katerih kriterijih uspešnih. Kakšna je to kvaliteta življenja? Pač, a bi tradil vse, kar imam z vsem tem, kar imam. Pač pomisel, ne vem, na Luko Dončića. Ja, se je to stari. Pač tip, ki sem ga videl, ne vem, še par let nazaj, recimo, ko smo šli na ATP. ATP, ja. Ali pa kaj Kapca gor pa. Kapca v kotu, ali pa ne, tako tudi dosti recently na eni zabavi, veš. Morajo pa vsi okoli njega gledati, da jakdov nima telefona v rokah, da bi kaj posnel, da ne bi kaj narobe izpadal, pa nič, pač bogi fant nič ni delo napačnega, pač ono tako še obratno, zelo se, mislim, definitivno se ni niti malo obnašal, ker bi se povprečal, ne vem, koliko je zdaj on, 24-letnika, ne, ali pa prej, pač kaj je bil še mlajši, pač tako, da predstavljam si, koliko mora biti to težko se odpovedati temu, da ne moreš biti. Pa kar naenkrat pride, po moje, tako. Ja. Kar naenkrat. On ne more biti, on se ne more prvošati take napake, da bi, ne vem, šel v cirkusa, bruhu na WC-ju. Ja. Še kaj drugega. Ja, na WC-ju naredil. Ni šans. Mislim, niti nima. Imamo jo odzeto to, ne? Te bodalije, ki smo jih mi lahko delali, brez da bi nas kdo, pač brez da bi to puščali nek footprint, ki bi nas definiral pol, pa nam kvaril kredibilnost pa vse živo. Ta je kar močna. Mislim, vsaka stvar ima svoje posledice. Jaz bi rekel, da on zase bi ocenil, da je več, ne vem, ne poznam ga, ampak tako, ne, da je več plusa kot minusa v njegovem življenju s tem. Ko lahko dela to, kar dela, v tem uživa in še je vrhunski in še dobro služa. Ampak tako od Simona, tega Sineka, en izsek iz podcasta, ki se mi je dosti tisto spomin, pač tudi happiness ima svoj cost. Sam, a je worth it, je vprašanje. Tako, ljudje dojemamo, da so samo dobre stvari, pa samo slabe stvari. Pač tudi dobre stvari v življenju, recimo, ne vem, to, da si jaz lahko, ne vem, da imam svoje podjetje, da si lahko zdaj, ne vem, prvoščem mirno, da grem za en mesec na Tajsko, na remote delati ali pa karkoli, pač to so vse vrhunske stvari. Ampak vse to je imelo neko ceno pač v preteklosti, ima tudi neko ceno v sedanjosti, da grem jaz na Tajsko, pač to pomeni mogoče, da en mesec, 2 meseca ne vidim nekih ljudi, ali pa da podjetje, okay, lahko zaškripa, pa jaz ne bom dosti hitro tega zaznal. Tako tudi happiness pride. It comes at a cost. Hudo. Lepo sva se zapeljala čez tale pogovor. Še ta dež spremljava zraven je bila prav dramatična. Sam res. Ampak da bo drama ta prava, imam zate še eno vprašanje. Ajde. Če bi jutro umrl, kva bi danes sporočil svetu? Nedolgo nazaj sem imel trenutek, ko sem se počutil, da bi lahko umrl. Pač tako, da sem dejansko bil tako, ok, če zdaj umrem,
it's ok. Mislim, tako, pač bil sem v takem stateu toliko zadovoljen s stvarmi, v kakšnem stanju so in lih je bilo tako po temu obdobju, oziroma je tako bilo zdaj recently v tem obdobju, ko smo ful nekih izzivov, ampak hkrati tudi vidim ful en napredek in ful več zadovoljstva samim sabo pri teh stvareh, ki jih počnemo, ne. Da ja, se je tako poklopilo, da je prav šla ta misel skozi mojo glavo. Če bi zdaj umrl, mislim, če zdaj umrem, it was epic. In mi ni niti malo žal, niti nič ne obžalujem, niti tako, ne. Se pravi, bil na svet, da delite stvari tako, da jih ne boste obžalovali. Ja, ne vem, kaj bi prav lahko rekel kot kaj bi sporočil svetu. Ja, da da je od tebe odvisen, da je v tebi moč, da to spremeni, da v tebi je moč, da mogoče da dosežeš ta state, v tebi je moč, da si zgradiš life, od katerega ti ne bo bed umret. A ne? Pač čaka, se mi zdi, vsakmu, a ne? Je kar težko dostopno. Ni povezano konec koncev z nobenim avtom in nobeno bajto in nobeno materialno stvarjo, ki sem jo kadarkoli v lifeu dobil, pač nisem jih. Tudi se ne počutim, da sem še mladi na začetku poti, a ne? Ampak karkoli, kar sem do zdaj mislil, da mi bo materialno veliko prinesel ali pa spremenil, se je na koncu izkazal kot dosti meaningless. Ali pa sam še dodatna skrba, ne? Tako ja, se mi zdi, da to najbolj, ko so se pogovarjali o teh majhnih obljubah, ki jih držiš sam do sebe, a ne? To je tisto, kar te po mojem pripelje do tega statea, da pa lahko rečeš, sem naredil vse, kar sem lahko, ne? In se potrudil, da ta svet na tak način zapustim. Hudo. Hvala ti za vse, lej. Vesel sem, da si prišel. Enako, ja. Pa užitek te bo še naprej spremljati, kako rasteš, kako se razvijaš. Tako da mi je v čast, da te poznam, lej. Kakorkoli se to sliši klišejsko, ampak mi je res tako. Hvala. Ena čudovita oseba si, ki svet dela lepši. In to cenim. Hvala. To je nekaj, kar se tudi še lahko ljudje po moje izboljšamo, pač jaz sigurno v sprejemanju pohvale. A ne? To je tudi nekaj, kar se mi zdi, da nam ne gre najboljš od rok, tudi kar se tiče izražanja ali pa dajanja. Kukar komu. Enim to prije ful naravno. Strinjam. Definitivno hvala enako. In ne vem, ful to, kar si rekel, veš, da pridejo ljudje v tvoj life, ljudje, ne vem, s podobnim načinom razmišljanja, energijo, whatever, ne. Tako, nisem videl, začutil sem, da lahko naredimo nekaj koristnega skupaj in tako užitek mi je s tabo delati. Sem ti tudi že rekel, predvsem od tvoje preobrazbe še naprej, ker enostavno zelo dobro usmerjaš, držiš nek prostor, oziroma pustiš, da ljudje iz sebe vam potegnejo tisto, kar morajo vam potegniti, ne? Namesto, da bi forsiral neke svoje ideje, svojo logiko, svoja prepričanja, ne? In se mi zdi, da si zaradi tega uspešen, oziroma da boš zaradi tega pa lahko dejansko uspešen, tako mogoče na nekem naslednjem nivoju, kakor prej, povezavi s temi labeli in vsem, a ne, če se tudi že dotaknila, ker boš na ta način v bistvu boljš lahko pomagal drugim. In ljudje to po moje začutijo in vidijo.
Tako da hvala ti tebi za vse, kar delaš. Vsaka čast, stari. Hvala ti.